Torej, vaš svet ima 4 fakcije, je tako? Ja, 4 glavne so. Ja, in nekako Zaenkrat. od fakcije so nekako razporejene od severa proti jugu. Ja, V bistvu so tako krožno. V krogu so. Aha, okay. Empire of Soga naj bi bil v bistvu ta najbolj sever, hardened, v bistvu teritorij. Oni so bolj tako... Feudalna. Norveški. Se čakaj, A ne? Zaradi tega so to taki berserkeri, mečevalci, tako res taki hardened bojevniki. Potem imamo pa še pač druge, ki niso... Zdaj, Empire of Soga je čist Japanese inspired, obviously. Ja, večinoma vsaj. Potem imamo pa kaj, Hylian League? Ja, ki je pa, mislim, da najbolj bogat del tega sveta, oni so v bistvu na jugu, neka glavna inspiracija za njih so bile v bistvu neka kombinacija grških mestnih držav, zmešanih z pač obdobjem v bistvu bizantinskega cesarstva, pa še ne pa... Mali italijanske renesanse. Potem je, če se ne motim, ne konfederacija, ampak Coalition of Tinian, in pa Sand Kingdoms. Tako da, kako so te 3 fakcije nastale, kakšne so bile tukaj inspiracije? Omeni se že Grki najbolj za Hylian League. Za Hylian League so Grki v bistvu najbolj taka stvar. Pol so v bistvu Sand Kingdoms so nekak 1001 noč inspiracija, pa nasplošno pač v bistvu zgodna arabska zgodovina. Pa v bistvu Perzija, take zadeve, Mezopotamija. Tudi egipčanska. Tudi egipčansko se močno vidi. Kak Eye of Ra se kje najde. Predvsem pač magični elementi so pač starejša kao zadeva, bolj egipčanskim stvarem podobni, medtem ko modernejši elementi so pač bolj perzijski arhitekturi pa takim stvarem podobni. Pa imamo v bistvu pa Coalition of Tinian, ki so bili pa nekako najtežji za dizajnati, so pač nek naš ekvivalent Dark Elfov. Je pa tako, oživijo v jamah in pa smo mogli kot prvo temu primerno dizajnirati stvari in smo rekli, pač kaj zveni kot Dark Elfi, je pač gotske stvari in smo pač pol v bistvu šli malo to skupaj te elemente mešati, pa pač se veja za pridihom renesanse. In pol imaš v bistvu stalaktite pa stalagnite, ki imajo gor gotske pač elemente. Ja, pa tako, da so v bistvu najbolj personalizirani glede na to, da pač znotraj frakcije pač zgodba, da v bistvu je edina frakcija, ki nima res ta prave vojske, zaradi tega, ker pač je ne rabijo. Čak, če grem še en korak nazaj, se pravi, v bistvu, zdaj imamo 4 frakcije, vsaka ima, tako kot bi rekel, unikaten način igranja, če ga pogledaš v makrosliki. Se pravi, Empire of Soga je bolj militarističen. Pogosto se pač v close combatu borijo oziroma bolj z fizičnimi orožji. Ja, pa tudi velikrat jih vidiš, da imajo ogromno klepa pa tako. Meni je najbolj všeč opis, zelo dobri stati, nobenih posebnih trikov. Zelo straightforward damage. Najlažji so za good at everything, specialist at none. To je najbolj enostavno razumljivo. Če bi igrali nek World of Warcraft, oni bi bili kot neki berserkeri oziroma neki Oni so fighteri. Vanilla fighter. No magic, all brawl. To sem v bistvu hodila povedati, da čist začetna ideja teh frakcij je bila, da je vsaka frakcija, kada bi pogledal, da je en klas. Se pravi, Soga je fighter. Pol, če gremo naprej na Sand Kingdoms, oni so ful taki magi, ful imajo magije, ful se specializirajo v arkani, kar je pa nas magija. Ne vem, samnajo kričere, svašta v glavnem. In oni... V bistvu imajo najbolj tak široko nabor stvari, ki jih lahko delajo na nek način. Oni so tako, doskrat so squishy. Trenutno čisto vsaka figurca je spellcaster v njihovem faction. Eni imajo mogoče mečke, ampak so tudi te enchantani, recimo. Pač ful imajo opcijo v glavnem. Oni so recimo, se pravi, makro pogledano so kot nek mag, wizard, pač tak klas. Pol imaš Coalition of Tinian, oni so v bistvu makroslika, assassini, rogi. Tak Undercity vibe. Ja, Undercity, ja. Pač tudi njihova kultura je taka. Malo under. Mobility and an offensive output. Če te pa je nekdo ujame nekje na odprtem, to je to. Pa Red Light District everywhere, tako da imajo tudi primerno obliko. So zelo odprta kultura. Pol imamo pa... v bistvu, zdaj smo šli pa že vse, pa je pa pač Hylian League. Hylian League je pa nekako edina frakcija pri nas, ki v bistvu tako, ki bi rekel. Oni imajo tudi profesionalno vojsko. Ja, zato je pač tako, to je spet tak še realističen element. Načeloma predmoderne družbe niso imele profesionalnih vojsk, medtem ko oni so recimo edina frakcija pri nas, ki jo imajo. Ker so v bistvu, je bil nek event v naši celi zgodbi, recimo 200 let nazaj,
ki je bilo pač treba invaderje stisniti sveta in takrat so se oni naučili, da jim profesionalna vojska full prav pride. In pol so v bistvu tako, lahko drugim tudi govorijo, kako delati stvari, če imajo oni svoje super ladjevje, ki lahko z njim pridejo kameričijo. Podoben kot Američani danes. Wow. Ampak, če spet pogledamo makrosliko, Hellion League je v bistvu paladin. Paladin, klerik. Sprav tank variant. Klerik, paladin. Ne, lih to tank, kakor recimo, da se med sabo povezujejo pa drug. Zelo močno sinergijo znotraj. Če primerjamo ta Coalition of Tenion, so tako, pač vsak gre lahko. Mislim, v bistvu je še boljš, da gre vsak na svoj konc. More vsak iti na svoj konc. Medtem, ko za ta Hellion League pa samo to ful lepo opisuje, kakor Cluster of Death. Se pravi, death bolj narediš. Se pravi, ko so na kupu, pač boš imel hard time v glavnem. Počasi čizelati. Je pa zanimivo, da ni nujno, da igraš samo za eno fakcijo. Lahko igraš eno fakcijo plus še neke neutralne vojskovodje iz drugih fakcij. Naprimer, lahko dobiš samuraje na leteči preprogi. Tako da... Actually, lahko dobiš tudi konja na leteči preprogi. Še 2 tedna, dokler pač ne izdamo erate. Ker pač ni logično, da bi konju leteča preproga pospešila njegov movement. Samo konteksta, pač mi imamo, se pravi, imaš tele modelčke, to so tvoji, se pravi, kaj bi rekel, party memberi. Ti narediš pač recimo party iz 3-4 figurc. Če igraš Baldur's Gate, zelo podoben. V bistvu, zelo podobno. Honestly, tudi playstyle zelo podoben čisto. In pol imaš pa v bistvu upgrade kartice, ki pa daš recimo na te svoje modelčke gor. To so pa extra equipment, extra, ne vem, speli, extra različne stvari, ki lahko customizeš z njimi svoje modelčke. Tako da ta preproga recimo je pač upgrade in ga daš gor na tega le pač na Dragunka mounted, ne? Recimo, in pač rata leteči konj. Ja, zato, da je vedno stvar enakovredna, ima vsaka figura, vsak upgrade stane določeno število točk. In na začetku igre se z nasprotnikom zmenaš, danes bova igrala 65 točk, to je nekak standard, ki ga igramo, to ti ponovno omogoča 3 figure, 3 upgrade, se lepo izide in pač se staviš v to karkoli. Zbereš si en faction, eno frakcijo, igraš tisto frakcijo in pa lahko igraš vse od tistega plus figure, ki so na voljo tudi ostali. Vsak faction trenutno ima 6 ali v primeru Teniona 5 različnih figur in vsak faction ima 2 oziroma enega do 2 neutralnega, ki ga lahko vsi ostali tudi vzamejo. So pa prav figure, ki so samo neutralne, tako da. Trenutno je samo ena. Samo ena, gladiator.